večer in dobrodošli na predvečer praznika občine Brežice. Veseli smo, da bomo skupaj obeležili 28. oktober in se s podelitvijo nagrad in priznanj zahvalili tistim posameznikom in organizacijam, ki so pomembni stebri naše občine, naše lokalne skupnosti. Skozi nocojšnji dogodek vas bom popeljala Bojana Zemovnik. Na slavnostni seji občinskega sveta občine Brežice lepo pozdravljamo župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana. Predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, gospoda Alojza Kovšco. Poslance Državnega zbora Republike Slovenije. Svetnika Državnega sveta Republike Slovenije in župana občine Sevnice, gospoda Srečka Ocvirka. Članice in člane občinskega sveta občine Brežice. Častne občane občine Brežice, gospoda Milana Kšelo. Gospoda Dragotina Križaniča. Gospoda Ivana Bogovčiča. Župane sosednjih posavskih in hrvaških občin ter vse vas, spoštovani gosti. Posebej topel pozdrav in prisrčno dobrodošlico izrekamo letošnjim oktobrskim nagrajencem in prejemnikom priznanj občine Brežice ter nocojšnjemu slavnostnemu govorniku, veleposlaniku Republike Slovenije v Skopju, profesorju dr. Milanu Jazvecu. Praznik naše občine je posvečen ustanovitvi Brežiške čete, v kateri so se združili domači fantje s plemenitim namenom upora proti okupatorju, ki je načrtoval izgon slovenskega naroda. Pred današnjim dogodkom se je delegacija predstavnikov občinskega sveta v sestavi Katja Čanžar, dr. Tomaž Teropšič in Matija Kolarič s polaganjem vencev poklonila spominu na padle za našo svobodo.
Eden od sloganov občine Brežice iz preteklih let glasi: so vode, so gradovi, so vinogradi. In so mostovi, dodajamo, saj je razvoj občine skozi zgodovino močno povezan z gradnjo mostov. Brežice so bile od nekdaj znamenitost in čišče poti zaradi svoje lege na meji Štajerske in Kranjske ter v bližini Hrvaške. Za razvoj so bile nujne dobre prometne povezave in pred gradnjo današnjega železnega mostu je bilo moč prečkati reko Savo samo z brodom. Arhivi nam razkrivajo, da je zahteva za gradnjo mostu čez Savo in Krko pri Brežicah pojavila že leta 1869 na sevniškem taboru. Kasneje je bilo takih pobud še več, saj je bil most zelo pomemben za promet med Kranjsko in Štajersko, ker je omogočal prometno povezavo tudi v času poplav, ko brod ni mogel prečkati Save. Most je v večini kultur pogost simbol za premagovanje različnih meja in za povezovanje. Za Rimljane so bili mostovi tako pomembni, da je latinski izraz pontifex, ki dobesedno pomeni graditelj mostov, v starem Rimu označeval svečenika oziroma člana najvišjega religijskega organa. Glavni rimski pontifex je bil Pontifex Maximus, vrhovni svečenik, in danes je to eden od nadzivov rimskega škofa oziroma papeža. Kako pomembno in odgovorno je tudi danes ohranjati in vzdrževati tako lesene, železne in betonske mostove, kot tiste nevidne, ki povezujejo ljudi v skupnost, gotovo ve župan občine Brežice. Gospod župan, beseda je vaša. Spoštovane svetniki in svetnice, cenjeni slavnostni govornik, spoštovani predsednik državnega sveta, cenjeni častni občani, nagrajenci in prejemniki priznanj, drage gostje in vsi prisotni. Letošnji oktober predstavlja tudi zaključek prvega leta novega mandata, tako meni kot župani kot novega občinskega sveta. Vsak mandat, tudi na lokalni ravni, kjer se bolj ali manj vsi poznamo, prinese nova razmerja in dinamiko. Volitve so priložnost za občanke in občane, da izrazijo svojo voljo in z glasovanjem zaupajo nekaterim večje, nekaterim manjše odgovornost za vodenje občine. Začetek novega mandata je tudi čas oblikovanja delovnih teles občinskega sveta in imenovanja podžupanov, katerih naloga je pomoč županom pri delu. Veseli me, da so funkcijo podžupanov oziroma podžupanje sprejeli ljudje, za katere verjamem, da mi bodo v pomoč in z njihovim sodelovanjem bomo lahko še izboljšali delovanje naše občine. Letošnji proračun, ki je temeljni dokument občine, je zato občinski svet sprejel relativno pozno in predstavlja kompromis med željami in dejanskimi možnostmi. S proračunom smo skušali zagotoviti sredstva za nadaljevanje začetih infrastrukturnih investicij, hkrati pa sem zadovoljen, da smo vanj uvrstili tudi veliko projektov, ki so neposredno vezani na delo z občanom. To so projekti brezplačnih prevozov za starejše, sopotniki, večgeneracijski center, center za krepitev zdravja, mestni avtobus kot dolgoročni projekt namenjen trajnostni mobilnosti in tako naprej. Poleg naštetega smo v proračuni uvrstili več postavk, ki zagotavljajo različne oblike pomoči ljudem.
sredstva za Rdeči križ, za Karitas, denarne pomoči, subvencije, najemnine in še in še. V letošnjem letu smo 100 000 evri pomagali naši brežiški bolnišnici in nakupu CT naprave. Za krajane in krajanke je javna infrastruktura še vedno pomembna pridobitev, kar smo ugotovili tudi tekom srečanj z vsemi sveti vseh 20 krajevnih skupnosti. Zato bomo nadaljevali z gradnjo in modernizacijo cestne infrastrukture, pločnikov ter seveda vodovodov in kanalizacije. Ključno vodilo pri investicijah je enakomeren razvoj vseh krajev, saj želimo vsem občankam in občanom, ne glede na to, iz katerega kraja občine prihajajo, omogočiti enake pogoje za bivanje, delo in razvoj. V tej luči skrbimo tudi za mrežo 8 osnovnih šol v občini in zagotavljamo podporo nevladnim organizacijam, društvom in klubom. Ponuditi primerne pogoje za razvoj je eno od načel našega delovanja in revitalizacija stavbe nekdanjega doma upokojencev Brežicev je del te strategije. Z namenom približati se občankam in občanom smo letos pripravili vse potrebno za izvedbo participativnega proračuna za naslednje 2 leti. Del proračunskih sredstev bo namenjen za projekte, ki jih občani v svojem okolju potrebujejo in si jih želijo. Posebnost je ta, da so občani projekte sami predlagali in jih bojo z glasovanjem tudi sami izbrali. Vsi se moramo zavedati, da je višji standard na socialnem, kulturnem, športnem področju mogoč samo na temeljno stabilnega gospodarstva. Dolgoročna prizadevanja za razvoj in opremljanje industrijskih con so obrodile sadove in letos več srednjih ter manjših podjetij gradi proizvodne objekte v conah. Ponosni smo, da si je naš prostor za širitev proizvodnje izbralo podjetje TPV, ki v našo občino umešča strateško investicijo državnega pomena. Takšne naložbe so bistvene tako za ohranitev delovnih mest kot za odpiranje novih. Prav tako je naša naloga, da pospešeno nadaljujemo z izvajanjem strategije za razvoj turizma, ki posebej poudarek daje kulinariki, vinarstvo in ponudbi doživeti. Uspehi so praviloma rezultat dolgoročnih načrtov in večletnega dela ter prepoznavanje priložnosti za razvoj. Zato je pomembno, da imamo načrte za naprej in da vemo, kje smo v tem trenutku in v katero smer se želimo razvijati. Preplet stabilnega gospodarstva, dejavnih društev in razvitih javnih zavodov, ki služijo kot servis občanov, zagotavlja ključno podporo pri uresničevanju načrtov in strategij občine. Javni zavodi v naši občini, katera ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, so tudi pomemben zaposlovalec, saj skupno zaposlujejo 722 ljudi in ustvarijo skoraj za 32 milijonov evrov prihodkov letno. V tem letu smo pridobili gradbeno dovoljenje za dozidavo osnovne šole Antiče in za gradnjo vrtca pri Dobovski osnovni šoli. Na občini pripravljamo projektno dokumentacijo za izvedbo kolesarskih stez Brežice-Krška vas in Brežice-Trnje-Dobova, za katere imamo odobrena evropska sredstva. Za dodatne prihodke so potrebne dodatna sredstva, zato smo zadovoljni, da smo po nekaj letih uspeli oživeti sporazum občine z Ministrstvom za obrambo. Tako bo ministrstvo v letih 2020 in 2021 v naši občini sofinanciralo investicije v lokalno infrastrukturo in nakup 2 gasilskih vozil v skupni višini 800 000 evrov. Občina Brežice se prizadeva tudi, da bi prišlo do investicij na področju državnih cest v občini in do gradnje pločnikov v njih. Prav tako si želimo, da bi prišlo do začetka gradnje novega mostu čez Savo, zato je sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo za občino izjemno pomembno. Zadnja informacija strani direkcije je, da se pripravlja dokumentacija za gradnjo novega mostu čez Savo v Čateških Toplicah, ki bo razbremenilo obstoječ most in izboljšalo stanje na področju prometa. Na občini se zavedamo pomena in prednosti sodelovanja, zato smo močno vpeti v regijo Posavje, kjer dobro sodelujemo z ostalimi 5 občinami. Posavci in Posavke si svojo regijo zaslužimo in jo tudi potrebujemo. Prepričan sem, da mora regija predstavljati nov zagon za skupni razvoj. Občina Brežice išče partnerje in sodeluje tudi izven meja naše države, saj nam to prinaša sofinanciranje mednarodnih projektov pri Evropski komisiji. Na predvečer praznika se vsakemu od vas
zahvaljujem za vašo predanost in sodelovanje pri ustvarjanju naše lokalne skupnosti. Iskrene čestitke vsem posameznikom in organizacijam, ki boste nocoj prijeli najvišje priznanje v znak zahvale za izjemne dosežke, s katerim ste pustili svoj pečat doma in širše. Čestitam v praznik občine Brežice in vam želim vse dobro. Hvala, gospod župan. Železni most čez Savo in Krko, ki ga danes obnavlja občina, so začeli graditi spomladi 1905. In ga zgradili v rekordnem enem letu, čeprav so večino dela morali opraviti ročno, brez pomoči strojev. Ko so most leta 1906 izročili namenu, je bil s 524 metri tretji najdaljši tovrstni most v Avstro-Ogrski monarhiji in menda največji na Balkanu. Mogočen 5 metrov širok objekt je preživel 3 vojne, potres leta 1917 in poplave. Bil nekajkrat temeljito popravljen, večkrat obsojen na propad, a je preživel. Ob Brežiškem gradu in vodovodnem stolpu ostaje simbol mesta in občine. V času od otvoritve mostu 1906 do leta 1937 prehod mostu ni bil brezplačen. Potrebno je bilo plačevati mostnino ali mitnico. Tedanja mestna občina je imela zaposlenega mostninarja, ki je pobiral plačilo za prehod. Cene so občasno spreminjali. V določenem obdobju je prehod preko mostu za eno osebo v obe smeri stal pol dinarja, toliko kot ena mala želja. Ker pa občina z mostnino in drugimi prihodki ni zaslužila dovolj za vzdrževanje mostu, ga je v upravljanje leta 1937 prevzela Dravska Banovina. Takrat so ukinili mostnino. Potem je bil most vse do izgradnje novega betonskega mostu med Čatežem in Brežicami leta 1972 v upravljanju države. Nocojšnji slavnostni govornik je zagotovo človek, ki skozi dialog gradi mostove med ljudmi, narodi in državami. Počaščeni smo, da je nocoj z nami veleposlanik, profesor dr. Milan Jazbec, naš rojak. Od leta 1991 je karierni diplomat, hkrati pa tudi univerzitetni profesor in pisatelj. Njegove knjige, v katerih je deloval kot avtor, soavtor, sourednik ali prevajalec, so izšle v 39 izdajah in v 7 jezikih. Od tega je skoraj polovica o diplomaciji. Vabljeni k besedi. Dobro večer, lepo pozdravljeni. Spoštovani gostitelj, župan gospod Ivan Molan, spoštovani predsednik Državnega sveta, gospod Pavel Skovšca, spoštovani dobitniki letošnjih in preteklih oktobrskih nagrad in občinskih priznanj, častni občani, bivši župan, morda se slova tu, nisem videl Olšeniča, spoštovani župani sosednjih prijateljskih občin, poslanci, občinski svetniki, seveda patiški tamburaši, venega več ne poznam, vsi ste mladi, spoštovani in dragi vsi, dobro večer, še enkrat lepo pozdravljeni. Dobrodošli na letošnji osrednji slovesnosti o prazniku občine Brežice. Svečanost, kot je nocojšnja, je prava priložnost, da se vprašamo, kje smo, kaj smo postorili, da nam bo bolje in kako naprej. Ali, kot je rekel velik slovenski pesnik Simon Prigorčič, ni praznik, predragi mi naše življenje, praznik ne voditi delovnim danom. O poslušanju županovega govora in njegovem predstavljanju dosežkov v naši občini v letu, ki je za nami, zlahka dobimo vtis, da je v občini Brežice praznik delovnim danom. Veliko je bilo narejenega in veliko doseženega. To je zelo pomembno, kajti politika, z njo pa vsi tisti, ki jo spremljamo, poskušamo na njo vplivati in pri njej na različne načine sodelovati, mora stremeti k enemu samemu cilju. To pa je splošno dobro. Delati za splošno dobro so kot cilj politike, da ne rečem že kar njen ideal, postavili antični filozofi. Danes, po dobrih 2 tisočletjih, je delati za splošno dobro lažje kot karkoli v naši zgodovini. Zelo nazoren in pohvale vreden primer je participativni proračun, o katerem je govoril župan. Podatki in številke so impresivni, še posebej pa dejstvo, da so projekte predlagali občani in sodelovali pri njihovem sprejemanju, torej sodelovanje v politiki in soodločanje. S pomočjo današnjih modernih tehnologij je že mogoče uresničevati sodelovanje prebivalcev v politiki pri uresničevanju splošnega dobra.
Projekti, za katere smo slišali, vsote, ki so bile oziroma bodo za to porabljene, povedo, kako velik je interes ljudi, da sodelujejo pri izvajanju oblasti sebi in vsem v prid. Bodimo ponosni na to brežiško izkušnjo in uporabljajmo jo vsem splošno korist. Osrednja tema letošnjega praznika so mostovi. Smo slišali, naj ponovim morda kakšno misel in nekaj svoj še dodam. Torej, mostovi kot povezovanje med različnostmi, povezovanje med vsemi nami in z drugimi, med preteklostjo in prihodnostjo, skozi to, kar sedaj počnemo na osnovi preteklih izkušenj za bodoče rodove. Stari brežiški most čez Savo in Krko je odličen primer tega, prav tako pa tudi občinska skrb zanj. Most je, kot smo slišali, arhitekturna mojstrovina in ko je bil leta 1906 predan v uporabo, je bil tretji najdaljši v vsej Avstro-Ogrski monarhiji in jaz ga verjamem, da tudi najdaljši na Balkanu. Ni zato je čudno, da so ga uporabili pri snemanju znane ameriške nadaljevanke Vojne igre v začetku 80-ih let prejšnjega stoletja. A imejmo v mislih tudi manj opazne, pa zato nič manj pomembne krajevne mostove, na primer leseni mostovi na reki Krki in tisti preko potoka Močnik, pa še bi se kakšni našli. Prav leseni mostovi so rezultat dobrega sodelovanja narave in človeka. Brez tega, brez naše dediščine ter istovetnosti, ki kaže, da smo raznoliki, a smo radi tudi skupaj, saj vedno hodimo čez mostove, nas ne bi bilo. Z mostovi si podajamo roke, kot tudi z glasbo in spetje. Brežiški most v širše obzorje je tudi pred 100 leti rojena naša častna občanka, akademska slikarka Alenka Gerlovič. V spomin na njeno ustvarjanje v sredini 50 let minulega stoletja v Makedoniji smo tamkajšnja Narodna galerija, Posavski muzej Brežice in Slovensko veleposlaništvo organizirali 3 razstave njenih risb, in sicer v Skopju, na Ohridu in v občini Ilmlje. Veselimo se prihodnje leto povratnega gostovanja oziroma razstave makedonskih umetnikov v Brežicah. Most v širni svet je tudi že drugo svetovno prvenstvo v fitnessu in bodybuildingu, ki je bilo pred dnevi spet organizirano v Brežicah. A upal bi si trditi, da je največji most znanje. Znanje, ki ga pridobimo z učenjem in z osebno zavzetostjo ter s pomočjo institucij, ki so za to pristojni. Znanje je moč in je pot v svetlobo. Na začetku sta bili beseda in lučka, ne, je pot v prihodnost, boljše življenje za vse. Danes je znanje res da vedno bolj obsežno, a je tudi vedno bolj dostopno. Ob številnih šolah vseh vrst in stopenj, ki jih imamo v Brežicah, predlagam, da si postavimo za cilj, da bo naša občina občina znanja. To nam bo omogočalo boljše življenje in boljši razvoj. Ta pa naj bo še bolj celovito trajnosten in skrbno premišljen, vključujoč turizem, naravo, dediščino, našo prislovično prijaznost in odprtost. Nedavni forum odličnosti in mojstrstva je velik korak v to smer. Mostovi, gozdovi, vode, znanje in tradicija, to je naša občina, to smo mi. Osebno sem ponosen, da sem v občini Brežice preživel čudovito otroštvo in prekrasna gimnazijska leta. Vse to je pot k uspehu, o katerem smo med drugim pred nekaj leti spregovorili na moji nekdanji osnovni šoli Atiče. O podpori občine smo skupaj z učenci potem izdali knjigo Uspeh na dlani, v njej pa je tudi formula, kako lahko vsakdo uspe v življenju. Mi, ki smo doma v teh krajih, ki so bili skozi vso našo zgodovino mejni, vemo, kaj pomeni skrb za lastno identiteto. Te pa ni brez lastnega jezika. In kaj je večji in bolj trden most v svetovno občestvo, kot je materin jezik. Znani slovenski pisatelj, intelektualec in svetovljan Jože Javoršek v svojih spominih na Slovence piše o čudežnem slovenskem trikotniku. Utemeljitelji slovenskega jezika, Trubar, Levstik in Jurčič so bili rojeni v geografskem trikotniku. Mi pa smo v naši občini imeli 2 velikana, ki sta temeljito prispevala k našemu jeziku, da je takšen, kot je. Max Pleteršnik iz Pišec, ki je prijateljeval tako z Levstikom kot z Jurčičem, in Jože Toporišič iz Mosteca, oba mednarodno priznana in uveljavljena jezikoslovca. In če k temu dodamo še Jurija Dalmatina, ki je prevedel Biblijo v slovenski jezik, in Adama Bohoriča, ki je napisal prvo slovensko slovnico, oba sta bila doma iz sosednje, krške občine, potem v celoti vidimo in razumemo pomen naših krajev za slovenstvo. Zato imejmo v mislih
iste standarde in kriterije, ko se pogovarjamo o naši občini, njenem prazniku in o naših dosežkih. O tem, kako gremo skozi čas, kaj vanj prispevamo in kaj za nami ostane. In naj se za zaključek skozi preteklost zazrem naprej k rodovom, ki prihajajo za nami. Nocoj se nahajamo v posebnem prostoru. Lahko bi rekel, da je naša viteška dvorana že neke vrste sveti prostor. Pomislimo, ko se oziramo po njej, kaj je imel v mislih tisti, ki je pred 100 leti ustvarjal te pričudovite in simbolov polne freske in tisti, ki jih je naročil. In pomislimo, kaj lahko mi ustvarimo takega, da se nas bodo čez nekaj stoletij spominjali vsaj približno tako. Kaj smo prebivalci teh krajev sposobni ustvariti trajnega in pustiti zanamcem, da bodo o tem razmišljali vnuki naših pravnukov. Jaz sem prepričan, da smo sposobni pustiti za sabo takšno sled. Če bi tega ljudje v teh krajih ne zmogli, potem nas ne bi bilo nocoj tukaj, takih kot smo. Hvala za vašo pozornost, lep večer želim vsem skupaj in čestitam za občinski praznik. Hvala lepa slavnostnemu govorniku za spodbudne misli. Tudi za glasbo velja, da je most med ljudmi. Nocojšnji dogodek z glasbo sooblikujejo članice in člani tamburaškega orkestra Kut Oton Župančič Artiče. Tamburaški orkester Kut Oton Župančič Artiče izhaja iz dolgoletne tradicije ljubiteljske kulture in tamburaštva v Artičah. Pestra in bogata zgodovina je odraz njihovega spoštovanja in ljubezni do ljudskega izročila, kulturne dediščine in umetniškega ljubiteljskega ustvarjanja, kar so v letu 2018 koronali s 50-letnico delovanja orkestra. Orkester beleži številne nastope po Sloveniji in izven meja, na regijskih in državnih srečanjih, dobrodelnih prireditvah, samostojnih koncertih, mednarodnih festivalih. Med najpomembnejše dosežke se uvrščajo osvojene 4 srebrne plakete Tambora Paje Kolariča, 7 zlatih plaket Tambora Paje Kolariča ter 13 zlatih priznanj osvojenih na državnih tekmovanjih in srečanjih. V letu 2017 so zaključili 34-letno sodelovanje z dirigentom Dragotinom Križaničem. Orkester od leta 2017 deluje pod taktirko Klare Šimičič. Prisluhnimo jim.
Po slovanju slovenskega knjižnega jezika izraz premostiti, ki izhaja iz besede most, pomeni premagati, obvladati, premostiti nasprotja, ovire, težave, premostiti prepad med zaostalostjo in napredkom. Mostovi so v naši občini predstavljali simbol napredka. Leta 1978 je svojo vlogo zaradi povečanega prometa delavskih avtobusov proti Novemu mestu in zaradi vojaškega letališča izgubil 200 let stari leseni most čez Krko pri Krški vasi. Njegovo poslanstvo je prevzel 30 milijonov din vredni in 151 metrov dolg nov železno-betonski most. Leta 1972 je bil zgrajen novi most čez Savo, dolg 360 metrov in je bil takrat najdaljši most čez reko Savo pri nas. Gradili so ga 2 leti, stal je 14 milijonov dinarjev. V promet so ga izročili 22. julija ob tedanjem prazniku vstaje slovenskega naroda. Takrat so v časopisu Dolenjski list dan otvoritve opisali kot jutro, ki je prebivalcem brežiške občine izpolnilo veliko pričakovanje. Drugič v tem stoletju je mesto ob Savi dobilo nov most. Zapisali so še, v Loku se vije čez Savo most, nova prometna vez med Štajersko in Kranjsko je trdnejša. Nad Savo se vzpenja v Loku, da ne bi oviral plovbe, kadar se bodo uresničili tovrstni načrti. 66 let je minilo med gradnjo železnega mostu čez Savo in Krko ter gradnjo betonskega mostu čez Savo pri Čatežu. Obljubljeni 3. most čez Savo naj bi v Brežicah dobili nekoliko prej kot v 66 letih, torej pred letom 2038. Osrednji dogodek nocojšnjega večera pa je namenjen tistim posameznikom in organizacijam, ki s svojim delom in rezultati ustvarjajo življenje in gradijo skupnost v naši občini. Gre za posebne uspehe in dosežke na družbenem, gospodarskem, kulturnem in drugih področjih dela, ki so pomembni za napredek občine. Priznanja, ki jih bo občina Brežice podelila posameznikom in organizacijam v znak zahvale in potrditve so priznanje občine Brežice in oktobrska nagrada občine Brežice. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je iz prispelih predlogov izbrala in predlagala v potrditev občinskemu svetu 3 prejemnike priznanj. Priznanje bo podelil župan občine Brežice, gospod Ivan Molan. Priznanje občine Brežice za leto 2019 prejme nogometni klub Brežice 1919 ob 100-letnici igranja nogometa v občini za pomemben prispevek pri razvoju športa. Nogometni klub Brežice 1919 nadaljuje bogato 100-letno tradicijo igranja nogometa v Brežicah, kar ga uvršča med najstarejše nogometne klube v Sloveniji. Zadnjih 6 let pa klub deluje pod sedanjim imenom. Zavedljiva doba obstoja nogometnega kluba je pomembna za ohranjanje športa v občini, saj nogomet praviloma združuje vse generacije občanov. Klub se je v svoji preteklosti srečeval z različnimi vzponi in padci. Od leta 2013 pa klub beleži napredek na vseh področjih in danes dosega najvišjo raven svojega delovanja. O uspešnem delu kluba priča lepo število registriranih igralcev, ki se je iz začetnih 40 povečalo na 283 igralcev. To pomeni, da v klubu trenira več otrok, kot jih ima marsikatera osnovna šola v občini. Da je klub uspešen na članskem tekmovanju, je potrebno kakovostno delo z vsemi sekcijami, od najmlajših igralcev naprej. V povprečju se za trening nogometa v klubu odloči od 15 do 25 otrok posamezne generacije preko otroške nogometne šole Petelinčki, ki deluje na vseh osnovnih šolah v občini Brežice. Lepi rezultati, ki jih dosegajo različne sekcije nogometnega kluba, so potrditev dobrega dela in strokovnosti trenerjev ter nenehnega izobraževanja vseh tistih posameznikov, ki delujejo v vadbenem postopku. Odlične rezultate nogometnega kluba so opazili tako lokalna skupnost kot gospodarski subjekti, ki cenijo kakovostno ter vzgojno delo z mladimi in visoke dosežke članske ekipe v drugi slovenski nogometni ligi.
Vse večjo prepoznavnost in ugled kluba dokazujejo dobro obiskane domače tekme članske ekipe, vzgojene v sklopu nogometne šole, ki se jih občani udeležujejo v vse večjem številu. Nogometni klub Brežice 1919 se je ob praznovanju 100-letnice kluba zavezal, da bo tudi v prihodnje sledil jasnim ciljem, viziji za prihodnost ter širitvi zavesti in pripadnosti klubu. Priznanje bo imelo kluba prejel predsednik gospod Jure Pezdirc. Priznanje občine Brežice za leto 2019 prejme Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova ob 200-letnici šolstva za izjemno vzgojno-izobraževalno delo in soustvarjanje kulturnega razvoja kraja. Začetki šolstva v Dobovi segajo v leto 1819, ko je župnik Johan Stroj pričel poučevati otroke v kaplaniji. Leta 1925 se je pričela gradnja prve šole v Dobovi, ki je imela eno učilnico in učiteljevo stanovanje. Leta 1957 pa je šola postala 8-razredna s 15 oddelki. O praznovanju 140-letnice šolstva v Dobovi je bila šola temeljito prenovljena. Učilnice so postajale vse bolj tesne in leta 1979 je bil razpisan referendum o gradnji nove šole. V letu 1994 je nova šola združila vse otroke na isti lokaciji in v naslednjih letih pridobila športno dvorano, ter v letu 2015 zunanje športne površine. Osnovna šola v Dobovi je edina v občini Brežice, ki vključuje tudi podružnično šolo v Kapelah. V sklopu osnovne šole deluje tudi vrtec Najdi Hojca. V letu 2015 se je šola preimenovala v Osnovno šolo dr. Jožeta Toporišiča, akademika in jezikoslovca, ki je bil tudi nekdanji učenec šole. Organizirano šolstvo v Dobovi se je pred 200 leti začelo v skromnih razmerah. Soočalo se je s številnimi ovirami in padci. Zapisi iz kronik pa so zabeležili tudi številne uspehe, na podlagi katerih je šola vedno znova zaživela. Spremembe na družbeno-političnem področju so tudi v Dobovo prinesle spremembe na področju šolskih sistemov, ki spreminjajo pristope poučevanja, uvajajo nove metode dela, različne metode učenja, za kar so pogoj tudi dobro opremljeni šolski prostori z dodatnimi učnimi pripomočki. Zaposleni, ki tvorijo jedro osnovne šole v Dobovi, si poleg svoje osnovne naloge poučevanja prizadevajo učence vključevati v številne projekte, ki mnogokrat presegajo meje, ne le občine in regije, temveč tudi naše države. Učence ozaveščajo in zgledi učijo o spoštljivem odnosu in strpnosti do vseh ljudi, živali, narave, se želijo pri otrocih, ki so zaupani v učenje, spodbuditi čut za sočloveka ter razvijati pripadnost ter odgovorno vedenje. Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova je močno povezana s krajem in vpeta v kulturno življenje lokalne skupnosti, saj skoraj ne mine prireditev brez njihovega sodelovanja. Priznanje bo v imenu šole prejela ravnateljica gospa Ivana Vaškovič. Priznanje občine Brežice za leto 2019 prejme podjetje Posavc storitve, trgovina in posredovanje d.o.o. ob 20. obletnici uspešnega poslovanja za pomemben prispevek na področju gospodarskega razvoja in prepoznavnosti občine Brežice. Podjetje Posavc d.o.o. s sedežem v Brežicah je bilo ustanovljeno v letu 1999 z namenom zagotavljanja storitev za poslovanje in izobraževanja ter kasnejše varnosti pri delu in varstva pred požarom. Podjetje je sprva zagotavljalo prve delovne izkušnje dijakom in študentom, začelo je tudi razvijati izobraževalne programe za razvoj človeških virov. Sčasoma je podjetje pridobilo različna dovoljenja in licence ter pričelo upravljati naloge na področju varnosti pri delu, varstva pred požarom in varnosti v prometu. Podjetje Posavc d.o.o. ima danes 2 poslovni enoti v Krškem in Novem mestu, svoje storitve pa izvaja po vsej Sloveniji. Trenutno nudi delo 112 redno zaposlenim delavcem in sodi med večja podjetja v regiji Posavje. Podjetje je izjemno razvojno, povezovalno in partnersko naravnano.
Ob 20. obletnici delovanja je podjetje dokazalo, da z delom, uspešnim prilagajanjem trgu, povezovanjem, ustvarjanjem pozitivnega delovnega okolja in s pravilnimi odločitvami uspešno dosega zastavljene cilje ter razvija dejavnosti v skladu s potrebami časa in prostora. Podjetje je ustanovilo Agencijo za zaposlovanje, izobraževalno središče, Center za tehnično varnost, prometni center, turistično agencijo Vizit Posavje, računovodski servis in podjetniški center, ki skrbi za informacijsko podporo mladim podjetnikom. V podjetju Posavc DOO se trudijo izboljšati področje varnosti in zdravja pri delu v delovnih okoljih ob upoštevanju zakonodaje. Požarna preventiva vključuje niz dejavnosti, ki služijo preprečevanju nastanka požarov in posledic požarov, ter z organizacijami sodelujejo pri preverjanju sistemov in odkrivanju nepredvidljivih situacij. Z različnimi programi in aktivnostmi se povezujejo s šolami, uradi za delo, društvi in delodajalci, s čimer prispevajo k zbliževanju delodajalcev in delojemalcev za učinkovitost podjetij in prilagodljivost ter mobilnost delovne sile. Zavedajo se, da je pravočasno pridobivanje izkušenj, potrebnih za udeležbo v prometu, ključno za varnost vseh v prometu, zato uspešno sodelujejo z vrtci in šolami. Podjetje Posavc DOO deluje na različnih področjih družbenega dela, da želi s svojimi razvojnimi ukrepi prispevati k povečanju konkurenčnosti in ustvarjanju novih delovnih mest, ki bi regijo Posavje naredila privlačno za bivanje. Priznanje bo v imenu podjetja prejel lastnik podjetja gospod Ivan Vogrinc.
Oktobrsko nagrado občine Brežice za leto 2019 prejme Marjan Černe za posebne dosežke na družbenem in pravnem področju. Marjan Černe se je rodil v Zagrebu leta 1941. Pri 7 letih se je preselil v Brežice, kjer je obiskoval osnovno šolo in gimnazijo. V Zagreb se je vrnil na študij prava. Kot pravnik je svoje prve delovne izkušnje pridobival v zdravilišču Čateške Toplice in na občini Brežice, a je bila želja po delu v pravosodju vseskozi močno prisotna. Po opravljenem pravosodnem izpitu je bil izvoljen za sodnika na brežiškem sodišču, kjer je deloval skoraj 5 let. Prelomnica v njegovi karieri je bila zaposlitev v odvetniški pisarni Josipa Zdolška, znanega brežiškega odvetnika leta 1976. Strokovno delo Marjana Černeta so zaznamovali raznovrstni primeri, med drugim tudi postopek denacionalizacije, v katerih je zastopal številne župnije v Posavju. Opravljal je funkcijo predsednika območnega zbora odvetnikov Posavja, bil član upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije in disciplinske komisije 2. stopnje Odvetniške zbornice Slovenije. Za svoje delo je Marjan Černe prejel več priznanj. Med drugim mu je papež Janez Pavel II. Podelil apostolski blagoslov, edini uradni blagoslov Svetega sedeža. Največja nagrada za njegovo strokovno delo je zanj pravična sodna odločitev. Marjan Černe je z različnimi aktivnostmi pomembno podpiral tudi gibanje za ohranitev splošne bolnišnice Brežice, kot splošne regijske bolnišnice, kateri sestavni del mora biti tudi porodnišnica. Svoj odvetniški poklic opravlja z veliko mero zagnanosti in veselja ter etično naravnanostjo. Pri svojem delu je ljudski, pravičen in empatičen pravnik, ki vse skozi dokazuje, da so pravna pravila in odločitve povezani s pravičnostjo. Sledi pravnemu teoretiku Gustavu Radbruchu v utemeljevanju, da zakoni in odločitve, ki ne sledijo pravičnosti, izgubijo naravo prava. Svoje znanje dodatno bogati z izobraževanjem ter preučevanjem strokovne literature. Svojim pristopom dokazuje, da je pravniški poklic kljub številnim preizkušnjam še vedno lahko pravičen, human, ljudski, časten in empatičen, ter je kot tak vzor številnim mladim, ki so pred odločitvijo za pravniški poklic. Svoj poklic odvetnika je Marjan Černe vzel za svoj hobi in to je gotovo eden od razlogov tako uspešne kariere. Oktobrsko nagrado občine Brežice za leto 2019 prejme Marjan Žibert za pomemben prispevek pri krepitvi razvoja gospodarstva in družbenega življenja v kraju in občini. Marjan Žibert je kot komaj enoleten otrok z družino doživel kruto usodo izgnancev, ki jih je nemški okupator med 2. svetovno vojno izselil v Nemčijo. Osnovno šolo je končal na Veliki Dolini, svoje poklicno izobraževanje pa nadaljeval v Samoboru. Sčasoma si je zaželel novih znanj in se odločil za izobraževanje na tehnični šoli v Ljubljani. Na svoji uspešni in pestri poklicni ter poslovni poti je Marjan Žibert deloval v podjetjih VP Remontni zavod Bregana, Slovenija les in Agroservis Brežice. Pomembne delovne izkušnje pa si je pridobil tudi v času 5-letnega službovanja v Nemčiji. V letu 1992 se je odločil za samostojno poslovno pot in ustanovil podjetje Modified EOO, ter kot uspešen samostojni podjetnik deloval do leta 2003, ko se je upokojil. Ob svojem delu je svoj čas redno namenjal delovanju na področju krajevne skupnosti Velika Dolina. Rezultate njegovega aktivnega soustvarjanja življenja v krajevni skupnosti je opaziti na številnih področjih družbenega in političnega življenja, saj je Marjan Žibert večkrat izvoljen v svet krajevne skupnosti. Člani sveta krajevne skupnosti so mu že 6. zaupali mandat predsednika, prav tako je bil ponovno izvoljen za člana občinskega sveta občine Brežice. Krajani Velike Doline priznavajo Marjanu Žibertu številne zasluge na področju infrastrukturnih dosežkov njihove krajevne skupnosti, med drugim na področju vodovodnega, elektro- in telekomunikacijskega omrežja.
Kot pobudniku 2 samoprispevkov mu je uspelo modernizirati ceste v krajevni skupnosti in urediti dostopnost najpogosteje z asfaltiranimi cestami do vsakega gospodinjstva. Marjan Žibert je dejaven član številnih društev, je soustanovitelj Društva vinogradnikov Dolina Jesenice, pobudnik dogodkov žegnanja konjev in motoristov ter član Društva izgnancev Slovenije, krajevne organizacije Velika Dolina. Kljub temu, da je življenje Marjana Žiberta tesno povezano z njegovo družino, ki mu je v veliko veselje in ponos, je izjemno družbeno angažiran ter s pomočjo sodelavcev poganja kolesa razvoja in napredka tako v svoji krajevni skupnosti kot širše. Oktobrsko nagrado občine Brežice za leto 2019 prejme Anica Butkovič za izjemno delo na področju ohranjanja kulturne dediščine, turizma in izobraževanja. Anica Butkovič je osnovno šolo obiskovala v Globokem in nadaljevala šolanje na gimnaziji Brežice ter kasneje na Pedagoški akademiji v Novem mestu. Kot razredna učiteljica je bila ves čas zaposlena na majhni šoli v Pišecah, kjer so se učitelji, starši in vsi krajani borili za obstanek šole v kraju, saj je šola gibalo razvoja, predstavlja prihodnost in kulturo. Takšna šola je življenje v vseh svojih pojavnih oblikah. Anica Butkovič je svoje pedagoško delo ves čas prepletala z inovativnostjo in se lotila številnih projektov, ki so spodbujali učenje skozi spoznavanje narave, izkustva in odgovornosti. Bila je začetnica projektnega dela na šoli, kjer je učencem približala spoznavanje kulture in naravne dediščine z dejavnim vključevanjem. Njeni projekti so bili vključeni tudi v državno tekmovanje Turizmu pomaga lastna glava. Aktivno vlogo Anice Butkovič, njene uresničene zamisli in opravljeno delo je čutiti skoraj na vsakem koraku v Pišecah, saj je bila pred leti članica Sveta krajevne skupnosti Pišece, sodelovala je v odboru za obnovo Peteršnikove domačije in bila tudi članica gradbenega odbora za graditev osnovne šole v Pišecah. Še vedno je ena izmed aktivnejših članic vinogradniškega društva. Že več kot 20 let kot predsednica uspešno vodi turistično društvo Pišece, ki povezuje lokalno okolje s šolo in skrbi, da bodo običaji, anekdote in način življenja ostali zapisani in da se bo kulturna dediščina Pišec ohranila in živela naprej. Izpostaviti velja 2 projekta, VUS in Pišečka bratva, v katerih sta nastali brošuri za nove rodove. V letu 2019 se je Anica Butkovič lotila novega projekta Pšečke legende. Rezultat je knjižna zbirka legend nastalih v Pišecah. Med izpostavljanjem pomembnejših projektov je nujno predstaviti prvo vodno učno pot Gabernica iz leta 1996, ki jo je v letošnjem letu tudi predstavila na mednarodni konferenci o vodah. Leto 2019 je prelomno za Anico Butkovič, saj se je po 40 letih opravljanja poklica razredne učiteljice upokojila in sedaj svojo energijo, ustvarjalnost in navdih namenja delovanju v domačem kraju. V tem letu je bila po izboru bralcev revije ona izbrana za najučiteljico 2019. Njeni predlagatelji so o njej zapisali lepo misel, da jo krajani vidijo kot svojo gabernico, ki iz globin vztrajno prinaša svežino, s katero plemeniti in opominja vse, da so korenine najpomembnejše, če želimo seči do neba. V imenu nocojšnjih nagrajencev bo spregovorila prejemnica oktobrske nagrade za leto 2019, gospa Anica Butkovič. Lep pozdrav vsem zbranim v imenu nagrajencev. Spoštovanjem izrekam veliko zahvalo vsem tistim, ki so prepoznali pomembnost naših dejanj in naše delo nagradili z oktobrsko nagrado. Hvala.
Hvala lepa. Jutri praznuje naša občina Brežice. O praznovanjih je navada, da se slavljenci oziroma slavljenki čestita. Med nami imamo nekaj gostov, ki želijo občini, županu, občanom in vsem nam nameniti nekaj besed. Nocoj je med nami predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Kovšca. Gospod predsednik, izvolite, zaupajte nam vaše misli in želje na predvečer občinskega praznika. Spoštovani gospod župan Ivan Molan, spoštovani slavnostni govornik profesor dr. Milan Jazbec, spoštovana poslanca Državnega zbora, svetnik Državnega sveta, spoštovani podžupani občine Brežice, župani in župani ter podžupani sosednjih občin, spoštovani častni občani, bivši župani, drage Brežičanke in Brežičani. Dovolite mi, da vas pozdravim v svojem imenu in imenu Državnega sveta drugega doma Slovenskega parlamenta. Se vam prisrčno zahvalim za povabilo, da sem lahko danes tukaj v tem svečanem trenutku z vami. Vam čestitam občinski praznik, še posebej pa čestitam prejemnikom priznanj in nagrad. Danes je slavnostni govornik tako lepo opisal vašo občino, dogodke, in dobil sem vtis, da sem v kraju, ki je zelo nenavaden. Reka deli občino na dve deželi, dve slovenski deželi, meja vas deli od drugega naroda in uspelo vam je premostiti reko in mejo, graditi dobre odnose, biti pontifeksi in ne samo mostninarji. Ni pomembno to, in ne določa geografska lega, ali ste v centru ali na obrobju sveta. To, če ste v centru ali v obrobju sveta, določajo vaše misli, besede in dejanja. In sodeč po naštetih uspehih in predstavljenih izjemnih ljudeh iz vašega kraja, ste neke vrste središče sveta. Pred mesecem nisem obiskal eno izmed vaših osnovnih šol, kjer sem se prepričal o izjemnih uspehih nadpovprečnih v slovenskem merilu. In moram reči, da se vam ni treba bati ne širine, ne globine, ne razdalje, ne neznanega. Bati se je treba neznanja. In strahu pred neznanjem v Brežicah, po mojem, nimate. Srečno in uspešno še naprej. Hvala. Spoštovani, v imenu posavskih poslancev v Državnem zboru bo voščilo izrekel poslanec Tomaž Lisec. Spoštovani župan, podžupani, občinsko upravo, spoštovane občinske svetnice in svetniki, spoštovani predsedniki krajevnih skupnosti z vašimi člani svetokrajevnih skupnosti, spoštovani ustvarjalci gospodarskega, družbenega in pa družbenega življenja v občini Brežice. V imenu posavskih poslancev vam izrekam zahvalo in pohvalo za vaše opravljeno delo. Če bomo se razvijali, tako kot se razvija občina Brežice, bomo lahko posavski poslanci lažje soustvarjali tudi našo slovensko politiko. In če bomo vsi skupaj lažje soustvarjali slovensko politiko, bomo, upam, posavci dobili tisto, kar je temelj razvoja, tudi svojo lastno pokrajino. Spoštovani župan, spoštovani vsi skupaj, predvsem pa spoštovani prejemniki nagrad in priznanj, iskrene čestitke v vašem občinskem prazniku. Hvala. V Brežicah smo ponosni, da smo del Posavja, ki ima dolgo zgodovino sodelovanja in prav gotovo zato beleži številne uspehe na različnih področjih. V imenu posavskih županov nas bo nocoj nagovoril župan občine Krško, magister Miran Stanko. Beseda je vaša.
Spoštovani kolega župan, gospod Ivan Molan, cenjeni visoki gostje, cenjeni nagrajenci, gospe in gospodje. Občina Brežice je en čvrstgradnik Posavja. Posavje je zgradba, ki jo poskušamo graditi že dolga desetletja. Je krhka zgradba, v katero je treba vložiti veliko dela, veliko skrbi in seveda veliko složnosti. In prepričan sem, da je občina Brežice že v preteklosti dobro delovala, da bi ta zgradba bila čvrsta. Deluje tudi danes in upam, da bo tako delovala tudi v prihodnje. In ko smo ravno pri mostovih, bi želel še posebej v imenu občine Krško izraziti zahvalo gospodu županu in seveda kompletni občinski upravi na občini Brežice, da je pomagala graditi vsaj 2 mosta, ki sta ločevala in združujeta obe občini, Pesje in Pohanca. In takih projektov, ki združujejo, je prav gotovo še veliko. Tako da upam, da bo ta primer nek svetu primer sodelovanja v Posavju, kajti to je tisto nujno, zaradi česar lahko mislimo in sanjamo tudi o tem, da bo Posavje nekoč ne samo statistična regija, ampak prava regija. Seveda iskrene čestitke najprej vsem nagrajencem, torej prejemnikom oktobrskih nagrad in pa seveda vsem vam, spoštovane občanke in občani, želim vam en lep prijeten večer in veselo praznovanje. Hvala. Hvala. Veseli smo, da je nocoj z nami tudi predstavnik sosednjih hrvaških občin, gospod Miran Šorić, predsednik gradskog vijeća grada Samobora, ki se pridružuje Boščilu, zato ga vabim pred mikrofon. Dobro večer. Jaz bom pa lahko na hrvaško govorim. Boste razumeli. Poštovani veleposlaniče, profesor dr. Milan Jazbec, poštovani župan Ivan Molan, poštovani predsjednik Košca, poštovani dobitnici nagrada i priznanja općine Brežice, vam čestitam na prijemu nagradi. Dragi prijatelji, sve vas evo srdačno pozdravljam u ime grada Samobora i danas imam ne samo posebnu čast vas pozdraviti povodom dana općine Brežice, već vas ispred grada Samobora, nego samo osobno i emotivno vezan za općinu Brežice u kojoj sam započeo svoj radni vijek. To je bilo davnih godina, 70. godina prošlog stoljeća. Tada i Brežice su bile male, dole je bila Jutranka, policija, ispodaj mostić je bilo u funkciji koji se gradio, no bolničnica je bila tu koju smo koristili svi i tu smo se povezivali. Mnogi Samoborci su rođeni u vašoj bolnici i jasno veliki broj naših Samoboraca je i radio na području Brežica. Tijekom godina stekla su se međusobna prijateljstva, odvijali se suradnja Samobora i Brežica, no došla je globalizacija, MEA, osamostaljenje obe države, ali su međusobna prijateljstva i suradnja ostala. Ona se odvijaju putem naših kulturnih djelovanja, putem sportskih djelovanja. Evo sada smo i ovaj tjedan, odnosno prošli tjedan, već sad možemo reći, imali i sportski susret u Brežicama i na taj način zapravo sve više surađujemo. Suradnja je i na području gospodarstva i turizma. Moramo reći da je europskim sredstvima i Zagrebačkom županijom smo zapravo napravili jedan program razvoja po Sutli i Žumberku 2003. godine. S vaše strane su Guljanci gdje bi također mogli dosta toga učiniti i napraviti u razvoju ovog danas pograničnog područja. Danas kad pogledamo Brežice, ja moram reći da je to mjesto koje primjerom može služiti kako se razvijati i kako se brinuti o stanovnicima, njihovim potrebama i osudim se reći da su Brežice mjesto u koje se dolazi živjeti. Tu je danas u Brežicama i fakulteta, ono što je već rečeno, vrlo važno je znanje gdje naši mladi studiraju u Brežicama u većem broju. Takva suradnja dosadašnja koju smo zapravo oba dva mjesta imali nas obvezuje da i pojačamo našu suradnju i na gospodarskom planu, posebno ono što sam već rekao u području pograničnog prostora. Evo, povodom vašeg praznika općine Brežice, općanima i
občanima čestitam Dan občine Brežice. Hvala. Hvala vsem za prijazne besede. Občanke in občane naše občine s prebivalci na drugi strani meje tradicionalno povezujeta Figaro most v Stari vasi na Bizelskem in most pri Kalinu na Obrežju, kjer od vstopa Republike Hrvaške v Evropsko unijo poteka tradicionalno srečanje prebivalcev tega obmejnega pasu. Spoštovani, z izrečenimi dobrimi željami in lepimi mislimi se slavnostni del večera počasi izteka. Preden zaključimo današnjo prireditev, vas v imenu gostitelja župana občine Brežice prijazno vabim v grajsko klet, kjer boste lahko čestitali letošnjim nagrajencem in utrjevali vezi. Most je tisto, kar združuje, povezuje to, kar je oddaljeno, povezuje dva bregova reke, zemeljski in nebeški svet, dve osebi ali celo vsakdanji zunanji jaz in duhovni notranji jaz. Graditi most pomeni vzpostaviti povezavo, ustvarjati vezi, utreti pot, po kateri lahko hodimo. Veliko poguma in vztrajnosti potrebujemo, da bi presegli razlike, da bi spremenili sebe in poskušali razumeti nekoga ali nekaj, ki je na drugi strani. Zelo je pomembno, da se naučimo graditi mostove. Graditi mostove, ki nas povezujejo z drugimi ljudmi, z našim notranjim svetom, z naravo, s svetim v nas, s tistim najbolj dragocenim v našem življenju. Človek je del sveta, je vključen v harmonijo vesolja in nikoli ne deluje sam, čeprav se mu pogosto tako zdi. Naj se od vas poslovim željo, da prijetno nadaljujete nocojšnji večer in z mislijo pisatelja Alberta Camusa. Vedno znova iščemo pogovore z našimi bližnjimi, kajti pogovor je edini most med ljudmi.